Vsak državljan Republike Slovenije z urejenim prebivališčem mora imeti urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Tako je določeno z zakonom. Če nekdo nima urejenega zdravstvenega zavarovanja, je samoplačnik, kar ga lahko krepko udari po denarnici. V pogovoru z Vero Rupnik, vodjo oddelka za obvezno zdravstveno zavarovanje na območni enoti Ljubljana, smo poskusili o obveznem in dopolnilnem zavarovanju izvedeti kaj več. Za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje obstaja več podlag. Mi poznamo več kategorij zavarovanih oseb. Če pogledamo primeroma, nekdo, ki se zaposli, se vključi v obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova zaposlitve. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje. Nekdo, ki samostojno opravlja dejavnost, je dolžan sam prijaviti se v zavarovanje iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti. Učenci, dijaki, študenti se vključijo kot družinski člani preko svojih staršev. Kategorij zavarovanih oseb je več vrst in glede na to, po kateri podlagi se vključujejo v zavarovanje, veljajo za njih določeni pogoji in listine, ki jih je ob sklenitvi zavarovanja potrebno predložiti. Da se prijave v zavarovanje vlagajo na predpisanih obrazcih. To so tako imenovani M1 obrazci. Katere listine dokazila je treba predložiti oziroma priložiti samemu obrazcu, je pa odvisno od tega, po kateri podlagi se vključuje v zavarovanje. Pomembno je tudi to, da dejstev oziroma podatkov o dejstvih ni potrebno dokazovati z listinami, ki se vodijo v uradnih evidencah. Recimo, potrdila o stalnem prebivališču ne rabimo potrdila o začasnem prebivališču, ne potrebujemo raznih izpisov iz matičnih knjig, ker te podatke zavod dobiva neposredno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo pristojni državni organi in druge institucije. Kaj pa je pravzaprav obvezno in kaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Enostaven odgovor bi bil, da nam dopolnilno oziroma pogovorno rečeno dodatno zavarovanje dopolni obvezno zdravstveno zavarovanje in tako nimamo doplačil pri koriščenju zdravstvenih storitev. So pa tudi tukaj izjeme. Večina zdravstvenih storitev je iz obveznega zdravstvenega zavarovanja kritih le v določenem odstotnem deležu. Ne v celoti. V celoti imajo zdravstvene storitve krite iz obveznega zavarovanja otroci, dijaki, študentje, nosečnice. Potem so posamezne zdravstvene storitve v celoti krite iz obveznega zavarovanja, kot na primer nujne zdravstvene storitve, zdravljenje malignih obolenj, zdravljenje živčno-mišičnih obolenj, potem sistematični pregledi, obvezna cepljenja po programu. Te storitve so na primer v celoti zagotovljene 100% krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 slovenske zavarovalnice: Triglav, Vzajemna in Adriatic Slovenica. Če sklenete zavarovanje pri eni izmed 3 omenjenih, boste mesečno odšteli približno 30 € za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. A je kakšna posebna kategorija invalidi, invalidnost določene stopnje šteje kakorkoli drugače in vodi v evidencah osnovnega ali pa dopolnilnega zavarovanja? Invalidi so tako kot vsi ostale osebe vključene v zavarovanje po zelo različnih podlagah. So zavarovani iz naslova zaposlitve, iz naslova samozaposlitve, lahko so zavarovani tudi kot družinski člani, po svojih starših oziroma po partnerjih, lahko so zavarovani kot prejemniki denarne socialne pomoči. V bistvu glede tega ni nobenih razlik. Zdravstvene storitve kot temeljna, najosnovnejša pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je pa vsakomur zagotovljena v skladu z njegovim zdravstvenim stanjem.
Ravno tako kot zavarovane osebe, vse zavarovane osebe, tudi invalidi, imajo pravico do pripomočkov, ki so pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri pripomočkih je vedno pomembno oziroma je kriterij zdravstveno stanje, ki je tudi opredeljeno za posamezne, za vsak pripomoček, ki je pravica iz obveznega zavarovanja, je opredeljeno bolezensko stanje, ki mora biti izpolnjena za predpis določenega pripomočka. In kaj je zapisano v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju? Med drugim tudi to, da samo z obveznim zdravstvenim zavarovanjem niso v celoti kriti ortopedski, ortotični, slušni in drugi pripomočki. Doplačali boste tudi za zoboprotetično zdravljenje odraslih, očesne pripomočke in tako naprej. Velikokrat slišimo očitek, ja pa saj ni nič krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dejansko vse ni krito, je pa ogromno stvari oziroma velika večina stvari je krito oziroma je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato to pospeševanje dejansko ne vzdrži. Res pa je, recimo, če pogledamo reševalne prevoze, tem se velikokrat postavlja vprašanje. Zavarovana oseba pač mora iti v drug kraj k zdravniku, ima kakšno poškodbo, pa pač ali ima pravico do nenujnega reševalnega prevoza. In če se pač ugotovi, da niso izpolnjeni zdravstveni kriteriji, je potem že očitek, pa se plačuje, pa ni to krito iz obveznega zavarovanja. Pač kriteriji, ki so predpisani za uveljavljanje posameznih pravic, pa morajo biti izpolnjeni v konkretnem primeru. Po mojem mnenju o krčenju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja še ni mogoče govoriti. Veliko koristnih informacij lahko najdete na uradni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Natisnjene so tudi številne zloženke, ki nas obveščajo o naših pravicah. Danes je pač tako, da se mora posameznik informirati predvsem sam. Ugotovili smo, da so razmerja med dopolnilnim in obveznim zdravstvenim zavarovanjem različna in jih določa zakon. Omenimo primer. Če ne bi imeli sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, bi za operacijo kolka v bolnišnici doplačali 361,87 evrov in za očala s tanjšimi stekli 178,38 evrov. Idealno je, če imamo sklenjeno obvezno in dopolnilno zavarovanje. A kaj, ko ne živimo v idealnem svetu?